Pametne rešitve omogočajo večjo kakovost bivanja, pa tudi večji interes za naložbe v mestu. Pomembni cilji pametnega mesta so narediti življenje ljudi enostavneje, cenejše, udobneje in bolj varno. Gospodarstvo pa pridobi predvsem v obliki povečane produktivnosti in učinkovitosti. Na področju pametnih mest je bila Slovenija v preteklosti v glavnem premalo proaktivna, se pa nekateri župani že močno zavedajo pomembnosti razvoja njihovih občin oziroma mest v tej smeri in so tudi napredki pri njih že zelo vidni. Tudi mi se že soočamo s temi težavami, saj se koncentracija prebivalstva v slovenskih mestih danes ocenjuje na dobrih 50%. Do leta 2020 pa naj bi glede na popise prebivalstva v slovenskih mestih živelo že dobrih 70% vseh prebivalcev. To, dodatno pa še koncentracija priložnosti in delovnih mest, ki spodbuja dnevne migracije ljudi, povzroča, da mesta doživljajo velike pritiske tako na prostor, kot tudi na okoljske vire. V Sloveniji je sprejeta strategija pametne specializacije S4, in eno od področij, na katere se osredotoča ta strategija, je zdravo, bivalno in delovno okolje. In to med drugim vključuje tudi pametna mesta in skupnosti. Investicije se povrnejo z večjo kakovostjo življenja prebivalcev v mestih, z večjo konkurenčnostjo pri privabljanju kakovostnega prebivalstva in naložb in nenazadnje seveda tudi z večjo produktivnostjo in učinkovitostjo podjetij, ki delujejo v mestih. Glede na raziskavo, ki jo izvajamo na Doba fakulteti z tega področja, koncept javno-zasebnega partnerstva ni zadosten, saj pametno mesto lahko temelji le na pametnih prebivalcih. Tukaj zato vidim pomembno vlogo ljudi in koncept, ki poleg javno-zasebnega partnerstva upošteva še potrebo po vključitvi prebivalcev v to partnerstvo. To vidim kot nek krog. Z naložbami v panoge z visoko dodano vrednostjo postane mesto zanimivo za najboljše dejavnike, s tem pa postaja vse pametnejše, kar privablja najkakovostnejše naložbe. Tukaj se največ govori o naložbah pametne rešitve na področjih okolja, energije in transporta. Koliko pa se bo temu prilagodilo visoko šolstvo, pa je najprej sploh vprašanje prilagodljivosti univerz in visokih šol. Kot kažejo primerljive raziskave, v Sloveniji s tem trenutno še ne moremo biti zadovoljni. Ena častnih izjem na tem področju je Doba fakulteta, na kateri predavam in kjer se bo s prihajajočim študijskim letom začel izvajati akreditiran magistrski program 2. stopnje Menedžment pametnih mest. Vsaka rešitev pametnih mest je koristna, zato se zdaj malo težje opredelim. Bi pa morda izpostavila rešitev optimiziranja parkiranja v mestih, torej vgradnjo senzorjev, ki obveščajo, ali je parkirno mesto zasedeno ali ne. Posebej zanimiva rešitev zame je tudi optimizacija porabe naravnih virov doma. Tukaj gre za senzorsko mrežo za zbiranje podatkov, recimo za porabo vode in elektrike, ali pa nenazadnje oddaljen nadzor bolnikom, ki preko nadzornih sistemov pristojne obvesti o težavah bolnikov, da lahko le-ti pravočasno ukrepajo.